Lepo pozdravljeni. Spet je teden okoli in spet bomo komentirali dogodke. Bilo jih je veliko. Z nami je komentator Aljuš Pertinač. Aljuš, lepo pozdravljeni. Dober dan in hvala lepa za povabilo. Torej, začnimo s tem, kar je seveda bistveno. Teden se je začel takole. Zdaj, če pogledamo naslovnico še vedno kar pomembnega časopisa. Namreč, lejte, zdaj primerjava naslovnic, ko je šlo za referendum o vodi, je naslovnica časopisa izgledala takole, je bila videti z napisom proti, ne. Zdaj človek bi pričakoval, da bo tudi zdaj ta napis proti, ne, proti temu zakonu o posebnih pokojninah kulturnikov, ampak dobili smo, ameriška kultura je del našega vsakdana. Mislim, še dobro, da ni burek na prvi strani. Aljuš Pertinač, kako komentirate ta medijsko spremljanje referenduma? Ja, zdaj, če se malo pošaliva, to je zelo lucidna naslovnica, ne, ker ne smemo pozabiti, da je veleposlaništvo Združenih držav pozvalo ljudi, ne, da naj grejo na referendum oziroma reklo, da so vsake volitve, vsako glasovanje praznik demokracije, kar je sprožilo precej burne odzive pri vladajočih, ne. Neka poslanka vladajoče stranke se je celo čutila poklicano, da ona pove, ne, da Amerika nas ne bo učila demokracije. In očitno zdaj časopis Delo hotel tu sporočiti, ne, da je ameriška kultura del našega vsakdana. Se moramo na to navaditi. Ampak šalo na stran, ja, bizarno je, ne, na kak način želijo vladajoči in potem tudi mediji, ki so jim očitno naklonjeni, zmanjšati pomen tega, kar se je zgodilo minulo nedeljo, ne. Rezultat referenduma je bil jasen, zakon, ki ga je vlada predlagala, je na referendumu padel, ne. Ogromna večina, tako rekoč 93% vseh, ki so glasovali, so bili proti, ne, in preko 400,000 volivcev, ne. Ja. Na prste ene roke lahko preštejemo v zadnjih 10 letih odločitve, za katere, ki jih je na volitvah ali pa z glasovanjem tako ali drugače v Sloveniji podprlo preko 400,000 volivcev, ne. Ja. Tako da sporočilo tega referenduma je jasno, ampak očitno še ni prišlo do tistih, do katerih bi morali priti. No, zdaj, če pogledamo referendumski dan, tale volilna skrinjica, zdaj ta udeležba se je gibala po dnevu, ampak proti koncu dneva je pa veliko ljudi prišlo, kar je mogoče tudi bilo malce nenavadno, in očitajo recimo Janezu Janši, ki je spodbudil in rekel, pojdite na referendum, nekje popoldne, mu očitajo, da je prekršil volilni molk. A ga je prekršil? Ja, mislim, da volilnega molka ne moreš prekršiti s tem, da ljudi pozoveš, da naj grejo glasovati, ne. Volilni molk prepoveduje volilno kampanjo v času volilnega molka. Pustimo zdaj ob strani, da se meni zdi to popolnoma nepotrebno, ne, in tudi zgrešeno, ker v končni fazi mi imamo praktično permanentno volilno kampanjo, potem zadnjih 30 dni ali koliko ti roki tečejo, ne, non-stop, potem pa 2 dni praktično pred referendumom ali volitvami pa tega nimamo, ne. Ampak s tem, da ti pozoveš ljudi, da grejo glasovati, gotovo ne moreš prekršiti volilnega molka, ne. Bolj bi se morali vprašati, zakaj recimo predsednik vlade ljudi poziva, da naj ne grejo na referendum, ne. To je dvakrat zgrešeno, ne, da ne rečem celo nelogično. Prvič zato, ker nekdo, ki je predsednik vlade, ne more pozivati ljudi, da naj ne izražajo svoje volje takrat, ko so za to poklicani, ne, ker je to skregano z vsako logiko predstavniške demokracije. Po drugi strani pa vse v nevarnosti je bil zakon, ki ga je on predlagal, ne, ki ga je predlagala vlada. Se pravi, zakaj bi ljudi pozival, da naj ne grejo na referendum, namesto da bi jih pozval, da naj podprejo to, kar vlada predlaga. Sej udeležba na referendumu pokaže, ali so ljudje se strinjajo z namenom in vsebino zakona, ne, in ljudje so jasno povedali, da se s tem ne strinjajo, ne. To, da zdaj predsednik vlade to razglaša kot neko veliko zmago, ker 3/4 volivcev ni šlo glasovati, je nevredno, bi rekel, njegovega položaja. Ja, no, torej, lejte, 403,153 jih je bilo proti, ne. To se pravi, to je zdaj pravzaprav več, kot je na primer sama opozicija. To se pravi, da so tudi strani vladajočih bili proti. Ja, absolutno, ne. Mislim, to je druga klofuta zdaj, bi rekel, vmesna, tako rekoč, ne, po evropskih volitvah, ne. Zdaj, Gibanje Svoboda in vladajoča koalicija je doživela ali pa so doživeli veliko klofuto že na evropskih volitvah, ne. Tudi tam smo imeli rezultat, ki je praktično bil
bi si do zdaj smo mislili, da je pač nemogoče. Ne. Če pogledamo največji dve stranki, ne, dvakrat toliko evroposlancev, največja opozicijska stranka napram vladajoči stranki, ne. Če pogledamo pač izvoljene evroposlance, ki niso bili predlagani strani vladajočih strank 6, ne, pa samo 3 iz strani vladajočih strank, spet razmerje 2:1. Ne. No, zdaj, to je pa zdaj nova klofuta, pač ta referendum. Ne. Vemo, da kvorum referendumski je v Sloveniji zelo težko doseči, ne. Posebej za neko tako vprašanje, ki roko na srce ne zadeva neposredno pač velike večine ljudi, ne, ali pa se tiče njihovega osebnega položaja in tako naprej. Tako da to bi moralo biti jasno sporočilo vladi, slabo leto ali pa dobre pol leta pred rednimi volitvami, ne. Ampak kot sem rekel že prej, očitno pač vlada tega sporočila ni dojela, saj predsednik vlade ne, mogoče kakšna koalicijska stranka, v mislih imam Socialne demokrate bolj, in še naprej tišči glavo v pesek. Ampak to je tako ali tako, gospa Petrovčič, značilno za našega predsednika vlade Goloba, ne. Njemu je pač pomembno, da je on s svojim življenjem zadovoljen, kar nam je tudi med drugim sporočil pač v tem tednu, vse ostalo ga pa bolj malo briga. Ja, ampak zdaj za zakon je bilo le 32.597 volivcev. Kdo so ti? So to zdaj Gibanje Svoboda? Ja, ti, ki računajo po moje, da bi lahko pač konkurirali za, ne, če smo malo pikra za te pač izredne pokojnine oziroma dodatek k pokojnini. Ne. Ampak spet, če pogledava realno, to so pač volivci, ki bi rekel, še vedno slepo verjamejo predsedniku vlade in tej oblasti. Ne. To ne pomeni, da bo seveda rezultat za vladajoče na parlamentarnih volitvah enako slab, kot je bil na tem referendumu. Ne. Pomeni pa, da je njihov mobilizacijski potencial čedalje manjši, ki ga pa tudi sami zmanjšujejo, ne. S tem, da so pač ljudi pozvali, da naj grejo glasovati in to zdaj razglašajo kot veliko zmago. A veste, če vi cel mandat sporočate ljudem, naj se ne zanimajo, naj ne hodijo na volitve, naj ne glasujejo, naj temu ne pripisujejo velikega pomena, potem se ne čuditi, ne, če bodo ti ljudje tudi takrat, ko bi pa ti rad, da pridejo na volišča, se pravi na naslednjih parlamentarnih volitvah, raje ostali doma. No, ampak v bistvu je zgodba še bolj smešna in zapletena. Namreč zakaj je sploh prišlo do referenduma? Ne? Takole je Sara Žibrat v bistvu napotila ljudi na referendum in stranke. Posvet ni potreben, če pa je že ta zakon tako sporen za večino upokojencev in ne vem koga drugega še, pa seveda ima predlagatelj vso možnost, da potem da zakonodajni referendum, pobudo za zakonodajni referendum. No, in zdaj so dali pobudo za, pravzaprav dali idejo, ne, za misel in potem so rekli bojkotirate. Ne. To kaže na neko aroganco. Mogoče te mlade poslanke, ki se v bistvu niti ne zaveda, kaj je pravzaprav povedala. Ja, mislim, da je njim preprosto vseeno, ne, se to se vidi zdaj. Ne. Zdaj pač prej je bilo sporočeno, kako je to pomemben zakon, ne, kako je nemogoče, da velja zakon, ki je bil uveljavljen leta, mislim, 1974 in tako naprej, ne, kar je tudi nenavadno za ljudi, ki sicer pač zelo veliko dajo na to, kar se je dogajalo v bivši skupni državi, ne. Ampak ta zakon je bil problematičen. Zdaj, ko je pa zakon padel na referendumu, ko pač ne bo stopil v veljavo, ne, ko ne velja, pa ni nobenega problema. Ne. Se pravi, nobenih težav ni s tem, da zdaj tega zakona nimamo, prej je bil pa nujno potreben. Ne. Tu se vidi, da pač oni ne delajo zakone za ljudi, ampak delajo zakone pač iz nekih drugih motivov. Ne. Zdaj, če po prejšnjem zakonu niso pač mogli nagraditi tistih, za katere menijo, da bi morali biti ustrezno nagrajeni, zakaj to zdaj ni težava. Ne. Na drugi strani imamo pa tudi pozive javne, ki so po svoje še bolj bizarni, bivše kulturne ministrice, ne, ki pa pravi, da od zdajšnje kulturne ministrice pričakuje, da bo kar vsem zdaj dala dodatek k pokojnini. Ne. Ja. Tu se vidi, da so neresni in da ne razumejo, da se pač z državo in s tako pomembnimi stvarmi, kot je ta, ne da na ta način ravnati. No, zdaj poglejmo tale komentar. En poslanec je bil zelo izpostavljen, to je gospod Hoivik. Poglejmo, kako je on komentiral izid. Poglejte, to je ena najbolj arogantnih pobud, kar smo jih videli v tem mandatu, torej v teh 3 letih. Predvsem si ne predstavljam, no, da je bila to nekdanja ministrica za kulturo, deluje zelo nekulturno in pravzaprav v nasprotju z več kot 400.000 glasovi, ki so res plebiscitarno odločili, da so proti privilegijem.
To je bila seveda izjava o tem, kar ste prej rekli o Majdi Širca. Tisto izjavo bomo še pokazali. Torej, naj se pa zdaj izplača vsem. Pa poglejmo, kaj Janša pravi o izidu referenduma. Torej, kot sem dejal na začetku, danes je bil storjen prvi zelo velik korak k cilju, da si Slovenci ukradeno državo vzamemo nazaj, da se smer razvoja obrne v prihodnost, ne v preteklost, da prijo neko situacijo, ko se bomo praznikov veselili skupaj z našimi evropskimi in ameriškimi zavezniki, ne pa s tistimi, ki v Moskvi proslavljajo nekaj, kar je že zdavnaj minilo, zgodovino pa z vojno v Ukrajini ponavljajo. Tako da, ja, kar se tiče pritiska, Slovenska demokratska stranka bo stopnjevala pritisk v tem smislu, da se upravljanje z državo obrne v prihodnost in ne v preteklost. No in zdaj še prisluhnimo ministrici za kulturo Asti Vrečko. In kadar jim zmanjka argumentov za napad za Levico in na vlado, pač uporabijo resor kulture in umetnosti, ker vse, kar se znajo iti na desnici, je kulturni boj. Jaz se na ta način ne bom pogovarjala. Ja, zdaj ta Asta Vrečko, za katero se zdi, da pravzaprav ona ne počne drugega kot kulturni boj. Če vprašate ljudi, zdaj recimo, če se spomnimo tegale, ona je prišla pred RTV in je seveda vabila, nagovarjala upravo takrat, skupaj z nikogaršnjimi hlapci, da odstopi. Zdaj, če to ni bil kulturni boj, pa vtikanje politike v medije, potem res ne vem. Ampak zdaj Asta Vrečko pravzaprav je vodi Levico oziroma je neka koordinatorica. Zdaj povejte mi, zakaj ona ne odstopi? Ker če bi bila pametna, recimo, če bi imela ta razmislek, bi se zdaj spravila v neko službo, ker volitve so tukaj, Ja, mislim, to je zdaj, odstop je zmerom pač dejanje ali odločitev posameznika. K odstopu je očitno nihče ne poziva od teh, ki pač bi rekel, bi to lahko storila. Predsednik vlade je k temu pač ni pozval, koalicijski partnerji tudi ne, tudi njena stranka. Jaz mislim, da ne odstopi, ker je rada ministrica, ker čeprav govori, da je moti kulturni boj, pa je moti to, kar dela opozicija, mislim, da na svoji funkciji pač neizmerno uživa. V tem je podobna pač praktično vsem vladajočim, ker edina skupna točka, ki jo imajo poleg antijanšizma, je to, da neizmerno uživajo tam, kjer so. In pač ona bi rada še malo uživala. Seveda je pa motijo je stvari, ki ta njen užitek zmanjšujejo. Recimo to, kar se je zdaj zgodilo na tem referendumu. Hkrati pa nam sporoča, da ona tako ali tako se ne čuti odgovorno za tisto, kar počne na resorju in nima nobene kritične distance do svojega dela. Ker vsak normalen minister, katerega zakon bi tako močno pogorel na referendumu, bi saj ponudil odstop predsedniku vlade, če ne bi resno razmišljal o odstopu. Ampak mi nimamo, bi rekel, običajnih ministrov na položaju, mi imamo pač na položaju ministre, ki mislijo, da so tam zato, da uživajo in zato, ker so oni osebno tako fajn. In vsakega, ki potem kritično ovrednoti njihovo delo, označijo za nekega sovražneža, ki jih osebno napada. V kolikšni meri zdaj Levica plačuje seveda te kolesarje, vse te tako imenovane kulturnike za vse to, kar so počeli? In seveda, ker se bližajo volitve, treba zdaj hitro plačati še te račune. Ja, oni so že pred volitvami prijeli, ne samo Levica, pač praktično vsi vladajoči, da je njihov volilni rezultat, uspeh odvisen od teh stvari ali pa teh ljudi, teh gibanj, ki ste jih zdaj našteli. In očitno zdaj tudi razumejo svoj mandat kot mandat za te ljudi. Se pravi, mi moramo poskrbeti za tiste, ki so nas pripeljali na oblast. To je pač popolnoma sprevržena logika, ki je skregana z vsakršnimi postulati demokratične družbe. Oni ne razumejo, da vladajo vsem. Gospa Vrečko ne razume, da je ona ministrica za kulturo vseh Slovencev. Tako tistih, ki volijo za antistranko Levica, kot tistih, ki ne volimo za antistranko Levica. Ona pač misli, da je ministrica za svoje simpatizerje in privržence in za njih dela. In pač razume svoj mandat, svoj resor kot sredstvo za to, da za njih nekaj naredi. Jaz nimam nobenih težav s tem, da želi
država urediti področje izjemnih pokojnin ali pa izjemnih dodatkov k pokojninam za posebej zaslužne. Ne? Vsaka normalna država bi morala to imeti urejeno. Ne? Mi je pa popolnoma jasno, da aktualna oblast ni šla v ta zakon zato, ker bi želela to področje urediti, ampak zato, ker je hotela imeti sredstvo, da bo nagrajevala svoje in pač ne bo nagrajevala drugih. Ne? In mislim, da so to ljudje prepoznali in so na referendumu pač tudi se odločili tako, kot so se odločili. No, vse te dni je tudi Jaša Jenull dejal na svojem posnetku, je bil, da recimo, če vlada ne zna in ne uspe zdaj vsega tega, kar je obljubila, gre tudi za te okoljske zakone, za zdravstvene, če ne uspe, bodo kar oni napisali te zakone. Ne? Ja, zdaj vprašanje, kdo so oni. Ne? Pač, drugo, nobena oblast ne more biti zadovoljna, ne? Če tam neki posamezniki, ki nimajo v bistvu nobene legitimnosti, kaj šele legalnosti, bi rekel splošno priznane, v svojem imenu ali pa v imenu nekih neimenovanih, neidentificiranih, nepreštetih drugih, ne, dajo take ultimate vladi. Ne. Pač, kakor jaz vem, gospod Jenull ni podpisal koalicijske pogodbe, zato ne vem, zakaj ga skrbi pač izvajanje koalicijske pogodbe. Ne. Razen, če je nek tihi partner, ne, mogoče to tudi še zvemo, do volitev oziroma za časa trajanja mandata te vlade. Ne. Ampak to kaže na to, da je vlada v resnici šibka, ne. Da razen tega, da skrbi za lastni užitek in užitek teh, ki so jo po njihovem mnenju pripeljali na oblast, jo nič drugega ne zanima. Ne. In ko je kdo v tem užitku pač manj zadovoljen, bolj nezadovoljen, se pač javno oglasi. Ne. No, je pa seveda ta referendum pokazal ne samo odnose v koaliciji, recimo SD je pa spodbudila, da gredo na referendum, tudi predsednica Nataša Pirc Musar je rekla, pojdite, ne. Oni so se zavedali, ampak ne nazadnje tudi opozicija se je malce pokazala, ne. Recimo Nova Slovenija in Demokrati, Logarjevi so zdaj rekli in vložili v bistvu interpelacijo zoper ministrico. Kje so bili prej? Ja, prej so pač podobno kot Golob, ne, oziroma oblastna falanga tiščali na nek način glavo v pesek. Ne. Problem opozicijskih strank, posebej Nove Slovenije in Demokratov, je ta, da si ves čas prizadevajo stopiti ven iz sence pač Slovenske demokratske stranke in zaradi tega zelo z nelagodjem ali pa bi rekel neradi sodelujejo pri nekih političnih projektih SDS-a. Ne. Ampak, kakorkoli gledamo, gospa Petrovčič, pa moje osebne simpatije niso pri nobeni, recimo od teh strank. Desnica je lahko, ali pa opozicija je lahko na volitvah uspešna samo združena, ne? Se pravi, če nekako pač vsi pihajo v isti rok. Zdaj, lahko se komu zdi nefair, ne? Kolikšen del tega roga pač pripade kateri stranki, ne? Ali pa kolikšen kos torte se lahko katera od teh strank po volitvah odreže ali pa si je do zdaj rezala, ampak to ne more biti razlog za to, da zdaj pač ne delajo za skupen cilj, ker če ne bo zmage na volitvah, bo ta torta pač za vse manjša, ne? In si bo vsaka izmed opozicijskih strank lahko odrezala manjši kos. Ne? Tako da to potezo pač Nove Slovenije in Demokratov zdaj razumem kot nek poskus izstopa iz sence SDS, po drugi strani pa pač kot nek poskus, da po bitki, ne, ko smo vsi lahko generali, zdaj oni pač poskušajo pristaviti svoj lonček. Ne. Zdaj mogoče jim pač uspe, ne, kar bi bil precedens, jaz ne verjamem, da lahko interpelacija uspe, kvečjemu bi lahko prišlo do odstopa resorne ministrice, ampak mislim, da se v tem konkretnem primeru, čeprav smo že imeli take izkušnje, celo več njih v tem mandatu te vlade, da v tem primeru do tega ne bo pač prišlo, ne? Ker Asta Vrečko je vendarle koordinatorica, se pravi, ne, de facto predsednica koalicijske stranke. Ki vodi vlado. Ki je pač v vladi, ja, in pač ne more priti do tega, ne, da bi pač odstopila. No, ampak vendarle, zdaj smo slišali spet to, kot ste omenili, ne, to prerivanje tudi na desnici. Spet slišimo, da gospod Tonin vztraja, da v vlado, ki jo bo vodil Janez Janša, ne bo
šel. A je to potrebno zdaj v tem trenutku? Ja, to bi moralo vprašati gospoda Tonina, ne? Oziroma ne vem, na kak način pač razmišlja Nova Slovenija. Zdaj ne potihne govorice, da tako ali tako na naslednje volitve Nova Slovenija ne misli iti več z Matejem Toninom kot predsednikom. Ne? Omenja se pač poslanec, slovenski poslanec Jernej Vrtovec, ki bi ga naj nadomestil ravno zaradi tega, ker on naj ne bi bil v slabih odnosih z Janšo, oziroma ker naj ne bi javno govoril, da pač ne gre v vlado z Janšo, ampak ne razumem stranke, ki, če ima ambicijo, da bo vodila prihodnjo vlado, pač ta ambicija je lahko prisotna, ampak je nerealna. Ne? Pač ne verjamem, da Nova Slovenija lahko računa na zmago na prihodnjih volitvah. Ne? Če pa ne moreš računati na zmago, pa potem pač moraš iti vsako vlado, v kateri lahko recimo vsaj del svojega programa pač uresničiš, oziroma kjer lahko enakopravno sodeluješ. Ne? Zdaj, jaz ne vem, zakaj Nova Slovenija ne bi mogla enakopravno sodelovati v vladi, ki bi jo vodil Janez Janša. Ne vem, Nova Slovenija računa, da bo nekdo drug, ki bo sestavljal vlado po volitvah, če to ne bo Janez Janša jih povabil in si na ta način dviguje delnice s tem, da pravi, da v vlado Janeza Janše ne bo šla. Tako da, čisto konkretno, če me vprašate, kar ste me vprašali, ne, če je to potrebno, jaz mislim, da to ni potrebno, da to nič ne pripomore k večji prepoznavnosti Nove Slovenije ali pa večji privlačnosti za volivce, ker v bistvu jih definira samo v negativnem odnosu do SDS-a. Ne? Ti pa politične stranke, po mojem mnenju, ne moreš dvigniti podporo politični stranki zgolj z neko pač definicijo nekega negativnega odnosa do neke druge politične stranke. No in Janez Janša je prav te dni pozval člane Nove Slovenije, da se prepišejo, da se pridružijo SDS-u. Mislite, da bo dobil kaj članov? Tega ne vem, ne, kdo se bo prepisal, kdo se bo pridružil. Jaz mislim, da pač desnica, po mojem mnenju, bi se pač morala ukvarjati s tem, kako te rezultate iz evropskih volitev pa iz tega referenduma čim bolj pretopiti v naslednje splošne parlamentarne volitve. Ne. Se pravi, oni rabijo glasove na volitvah najprej. Zdaj, kdo je čigav član, tudi za katero stranko je kdo glasoval, je to manj pomembno, če pač lahko pridejo do parlamentarne večine. Ne. Vemo, da jim to zelo težko uspeva, ne. Da so redki primeri, ko pač lahko desnica takoj po volitvah na podlagi volilnih rezultatov sestavi vlado. Ne. Najčistejše je bilo to na volitvah leta 2004, ko je Janez Janša prvič vodil vlado, ne. Od takrat je že kar nekaj let, ne. 21 let je že od takrat poteklo. Skratka, jaz mislim, da bi fokus moral biti na tem. Ne. Ta preigravanja znotraj bloka, ne, med tem, a bo ena stranka imela malo več, druga stranka malo manj, po mojem mnenju ne prispevajo k skupnemu rezultatu. Ne. Tako da lideri desnice bi morali izkazati večjo stopnjo enotnosti, takrat, ko gre za volilno zmago ali pa poraz, podobno kot to počnejo v anti-Janša taboru, ne, tranzicijske levice. Ne. Tam so tudi vsi praktično skregani med sabo, ampak takrat, ko gre pa za to, da bi lahko izgubili oblast, pa pač so složni. Ne. Ja, zdaj že strašijo, ne, spet z morebitno zmago Janeza Janše. Ja, se to je pač edini program, ki ga imajo, ne, je ta pač anti-janšizem, se pravi, oni so na oblasti zato, da ni na oblasti Janša, ne. In da se imajo fajn. Ne. Zdaj, je to dovolj, pač za neko evropsko državo v 21. stoletju bo presodilo volilno telo, kot če je zmerom do zdaj. Ne. Ampak ali ta rezultat zdaj utira pot, da ne rečem avtocesto, ne, nekemu novemu obrazu? Ne bi rekel, ne, pač z novimi obrazi vidimo, da je težava, ne, v tem anti-Janša taboru že dalj časa, ne. Tudi v primeru Roberta Goloba ni bil on neka prva ali pa logična izbira, bolje nekako po spletu naključi, ne, v zadnjem trenutku padel kot neke vrste mana z neba. Ne. Jasno je, da Robert Golob zelo uživa kot predsednik vlade, da v tem neizmerno uživa njegova zasebna partnerica in da bo storil vse, da bo na mesto predsednika vlade še ostal. Ne. Zato ima po moje ekonomske, politične, pa tudi, če hočete, kazensko-pravne razloge, ker ko ne bo več predsednik vlade, je veliko večja verjetnost, da bo pač moral polagati račune za vsa dejanja, ki jih je storil še preden je postal predsednik vlade. Ne. Tako da on ima močni interes, da je na oblasti, da ima, če ne neposredno, vsaj posredno kontrolo nad represivnim aparatom, da ima pač, bi rekel, neko moč
tudi nad pravosodnim sistemom, nad sodišči in tako naprej. Ne. Ima znatna finančna sredstva, tako osebna kot energetski lobby, ki ga pač podpira, ne, ki je v tem času, ko je Golob na oblasti, neverjetno profitiral. In to so vse razlogi, ki ne govorijo prid temu, da bi nek nov obraz zdaj pa lahko kar z levo roko pometel tako z Golobom kot v končni fazi z Janšo na naslednjih volitvah. Ne. Odtod tudi te, ki so nekako že bili izbrani, ne, strani tistih, ki izbirajo te nove obraze za potencialen nov obraz, ne, bi rekel zelo pazljivo, ne, zelo še razmišljajo, tuhtajo, a bi sploh šli ali ne, v mislih imam evropskega poslanca Prebiliča. Ne. Tako da jaz neke avtoceste ne vidim, bolj vidim neboje mesarsko klanje najprej pač na tej tranzicijski levici, kdo bi bil njihov prvi kandidat, kasneje pa seveda tudi z aktualno opozicijo. No, zdaj poglejva še to, kar smo že omenili, kaj točno je nekdanja ministrica za kulturo, na katero se je odzval Hoivik, pravzaprav predlagala in zahtevala. Zdaj to, kar bo, to bere novinarka Pop TV-ja. Pričakujem, da bo Asta Vrečko jutri podpisala vse prošnje za dodatke pri pokojninah, tako ustvarjalcev kot njihovih potomcev. Pričakujem tudi, da bodo ustvarjalke in ustvarjalci, ki se do sedaj niso potegovali za te dodatke iz ponižnosti in samoomejevanja, uveljavili to pravico. Mislim, Majda Širca, ta izjava je pravzaprav sramota za politikov, ker kaže na to, da se nek bivši politik, konec koncev kulturnica, sploh ne zaveda, tako kot ste rekli, v imenu koga je bil, kaj zdaj pričakuje. To so vse neka osebna maščevanja, neko ustrajanje, neka trma za nalašč, za naš denar. Ne? Ja, se pravi, ne, pač, pri čemer je treba vedeti, da ko ona reče ustvarjalke, ustvarjalci, to misli na zelo ozko skupino ljudi. Ne. Tu še zdaleč niso noter vsi, za katere bi midva recimo rekla, da so neki kulturni ustvarjalke in ustvarjalci. Ne. Aktualna oblast ne loči več stvari. Ne. Prvič ne loči, da pač kultura ni zgolj umetnost. Ne. Kultura je mnogo več kot umetnost. Ne. Kultura je tudi to, da recimo ob nedeljah jemo govejo juho. Ne. To je del slovenske kulture. Ne. Pa to ni umetnost. Ne. Tudi šport je recimo del kulture. Ne. Hkrati tudi sam umetnost ni kulturna. Ne. Pač danes se kot umetnost prodaja marsikaj, kar bi sicer rekli, da je izrazito nekulturno. Ne. In to pač njeno obnašanje je nekulturno. Ne. Hkrati pa to ni nobena umetnost. Ne. Ker če bi imeli mi politike na oblasti za to, da kar vsem daje denara, ne, ki se pač za to priglasi, ne, celo tisti, ki prej so se samo omejili, se pravi beri, so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev, ne, tako ali drugače, pa bi zdaj še njim dali. Ne. Tu kaže na osnovno nerazumevanje, pač kaj država je in kako se z njo upravlja. Ja, vsi se prijavite zdaj. Ne? Dobro, ampak zdaj, da končamo tole poglavje o tem nesrečnem ali pa srečnem referendumu, poglejmo, kaj je predsednik vlade Robert Golob počel ta dan. Torej, ni plesal, je pa pel, ne? Ali pa mogoče malce plesal. No? Ampak poslušajte, kaj se dogaja s predsednikom vlade? Koliko je on odmaknen od realnosti? To je pač ta raven, ne, ki jo on še razume, kjer se on dobro počuti, ki v bistvu ga zanima. Ne? Se pravi, njega zanima biti pač všečen, ne? In to počne na najbolj možen populističen način, ki si ga človek lahko zamisli. Ne? On ne prepričuje pač z svojo politiko, strateškimi usmeritvami, z odločitvami, ki jih vlada sprejema, smerjo in načinom, na katerega pač vodi to državo, ne? Ampak želi ljudi prepričati s tem, da je on pač prijazen, ne? Da zapoje, ko vidi harmoniko, da zapleše takrat, ko igra muzika in to je približno to. Ne? Zdaj, tako sem rekel, na volivkah in volivcih je, da se odločijo, ali jim to zadostuje. Ne? Zaenkrat kaže, vmesni rezultati kažejo, da jim ne, ampak šteje končni rezultat in tega bomo pa videli na naslednjih parlamentarnih volitvah. In to šel je prav okrog ljudi, ki jih prav ti tako imenovani umetniki, ki zdaj niso dobili teh dodatkov, imenujejo goveja muzika. Ne? Ja, se to pa je sploh, ne. Pač, ja. On nasploh, ne, vidimo, da ni nek, bi rekel, ljubitelj neke visoke kulture, ne, da tako rečem, visoke umetnosti, ne, ker se udeležuje križarjenj, ne, z nekimi ičkoti,
hodi na neke take, bi rekel, žure, pač pevk tipa Rebeka Dremelj, ne, zdaj tu s Frajtonarco in tako naprej okrog poskakuje, ne. To verjetno niso ustvarjalci, kjer je mislila bivša ministrica Šircev, ki jih je imela v mislih, ne, ko je rekla, da naj se pač vsi prijavijo, ne. Ampak jaz bi pozval te gospode s harmoniko, da pač upoštevajo ta poziv bivše kulturne ministrice in dajo se vlogo za izjemni dodatek k pokojnini, da vidimo, če pač bo to v praksi delovalo, ne, ali bodo tudi oni dobili, ne, ker vendarle to, da predsednik vlade poskakuje ob tem, ko igraš harmoniko in poje, mi se imamo radi, je pa najvišji možni izraz umetnosti v državi, kakršna je Slovenija ta hip. Ja, dobro, zdaj referendum je za nami, ampak ta praznovanja ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne so pa še kar v teku, bilo je kar nekaj dogodkov, no pa poglejmo najprej to, da je Nataša Pirc Musar, oziroma še tole lahko dodamo. To so zdaj, kar se pokojnin tiče, v bistvu je stranka SDS, pa tudi ljudje na ulici so zahtevali, da se začne razprava o pokojninah in da se ukinejo izjemne pokojnine. In kaj mislite, kaj bo s to pobudo? Ja, jaz mislim, zdaj treba videti, kaj to pomeni, ne, se ukinejo. Zdaj jaz nimam težav s tem, da se preverijo pač, bi rekel, pravila, standardi, kriteriji, po katerih se to dodeljuje, da se mogoče preveri, kdo to dobiva, kakšni so te zneski, kako je s tem, ko to dobivajo potomci in tako naprej, ne. Generalno gledano pa bi jaz rekel, da pač to je mehanizem, ki ga neka normalna evropska država, kot sem prej že povedal, mora imeti, ne. Če je nekdo pač bistveno prispeval k kvaliteti življenja, k naši kulturni, športni ali kaki drugi dediščini, pač ne vidim v tem težavo, da se to na nek način pač, bi rekel, tudi primerno nagradi, ne. Vemo, v preteklosti smo imeli pač mecene, ne, take in drugačne plemstvo, ne vem, tudi v končni fazi cerkev, zasebne pač premožne ljudi, ne, ki so nekako podpirali ta pač razvoj umetnosti, kulturo in tako naprej. Tisti naši pač umetniki, ki niso bili tega deležni, so tudi precej žalostno končali, pa mogoče hitreje končali življenje, kot bi ga sicer nujno bilo treba. Tako da zdaj pač nekako to vlogo nadomestila država, ne. Se pravi, v kriterijih pa o tem bi se jaz pogovarjal, tudi seveda mora biti sistem tak, da ne nagrajuješ sam svojih, ne, tisti hip na oblasti. Generalno gledano, da bi to kar vse ukinil, pa mislim, da ni za to potrebe, ne. To bi bil skoraj iste vrste populizem ali pa enako močen, kot je ta populizem, ki ga aktualna vlada kaže, ne, ko v bistvu sporoča pač ne iti na referendum, ne se odzvati pozivu desnice. Poslanka, ki smo jo prej gledala, ne, Žibretova je rekla, ne, saj to je pač itak zakon, ki zadeva sam peščico ljudi, ne. Zakaj potem ste šli v ta zakon, če je to nek brezvezen zakon, ki zadeva sam peščico ljudi, ne? No, ampak recimo tole vodi v predloge, ki jih tudi večkrat slišimo, da je treba konec koncev že ukiniti te borčevske pokojnine in njihovo dedovanje. Namreč naslednja slika, ne, ta nagrada, državno odlikovanje Nataše Pirc Musar, organizaciji Zveze združenj borcev, ne, to vodi v to utemeljitev, da vendarle je ta borci, da to je nekaj posebnega, da tudi tretja generacija še potomcev zasluži nek bonus in posebna zdravniška tretma in vse, kar pač so imeli in očitno še vedno imajo. Ja, to s temi borci je križ, ne, ker jih imamo vsakič več, ne. Logično bi bilo, da jih je pač zaradi naravnih razlogov, da jih je čedalje manj, ne, pri nas jih je zmeraj več. Ne vem, zakaj se je predsednica republike ravno zdaj odločila za pač to odlikovanje, ne, Zveze združenj borcev. Tvego bi ocenil, da nihče od dosedanjih predsednikov republike, kakor smo jih imeli, ne bi imel težav s tem, da bi Zveza združenj borcev odlikoval, ne. Ampak zakaj je ona ravno to zdaj storila, ali je upravičilo to, da je 80-letnica pač konca druge svetovne vojne ali kaj drugega, ne vem. Jaz bi rekel, da je to spet nek, bi rekel, notranje politična poteza predsednice republike, ne, ki je hotela s tem pokazati, da ona pa veliko da pač na NOB, ne, na borce, se pravi na to neko
retoriko, ki jo pač tranzicijska levica lepi na ta anti-janšizem. Se pravi, če si za borce, če si za NB, potem si avtomatsko proti Janši. Ja, ker ona je takole rekla, poudarila je pomembnost ohranjanja spomina na vrednote boja proti fašizmu in nacizmu, ampak nihče ne omeni boja proti komunizmu, oziroma smo sploh prenehali s tem komunizmom. Ja, zdaj boj proti komunizmu, kaj bi recimo štelo pod to? Zdaj Slovenija se je do komunizma, jaz mislim, da opredelila pač, ko je izvedla prve demokratične volitve leta 90 in ko se je odločila na plebiscitu za samostojno pot, za neodvisno in demokratično državo. Jaz mislim, da smo s tem upravljali. Zdaj pač druga svetovna vojna je nek dogodek, ki je seveda bolj zaznamoval cel svet, in prav je, da se tega spominjamo, v končni fazi tega ne počnemo samo mi, to pač počnejo vsi. Ampak še enkrat, jaz bi rekel, v tem delu se strinjam z pač predsednikom SDS-a, pač mi rabimo oblast, ki bo usmerjena v prihodnost. Je pa res, da tudi opozicija pač zelo rada debatira o preteklosti, in očitno so to teme, kjer se vodilni slovenski politiki počutijo bolj doma, ali pa nekako lažje, bi rekel, se o tem pogovarjajo, kakor pa o tem, kaj nas čaka v prihodnje. Ampak poglejmo, kako je zgodovinar Jože Dežman komentiral to odlikovanje, ta zlati red za zasluge Zvezi združenj borcev. Ja. Koga je odlikovala predsednica? Ja. Predsednica je odlikovala Komunistično partijo Slovenije v njeni najbolj grobi obliki. In spet predsednica, a veste, to niso heci, to je odlikovanje proti Republiki Sloveniji. To je ravno tako, kot je Danilo Türk odlikoval Tomaža Ertla, ministra za notranje zadeve. In spet, dajmo še enkrat si ponoviti. Predsednica je odlikovala stalinistično revolucijo, predsednica je odlikovala tudi zločinsko breme, ki ga ta organizacija nosi, in predsednica ni povedala, predvsem ni povedala, katero fazo Zveze borcev, ker Zveza borcev za vrednote NOB se pa ta hip laže. Laž, da je Osvobodilna fronta vodila partizansko gibanje, to je najbolj umazana revizija, jaz mislim, da smo že skozi to igro logike povedala, in da se je treba, da bi mogla predsednica pred tem odlikovanjem prebrati odločbe Ustavnega sodišča, jih ima 10 in nekaj, kjer jasno piše, da leta 1945 v Sloveniji en totalitarni režim zamenja drugega, da ni svobode in da so o svobodi v Sloveniji lahko govorimo z letom 90. No, res je to, kar pravi dr. Dežman. Mi seveda v praksi, v življenju ne kažemo te distinkcije, mi tega ne pokažemo, da seveda obsojamo komunizem, obsojamo medvojni terorizem, praktično varnostno-obveščevalne službe, ki pobijala po Ljubljani, partizani pobijali po kmetih, zato je v bistvu prišlo do te bratomorne vojne. Zdaj recimo tak izraz vsega tega napačnega dojemanja je bila tudi proslava v Stožicah. Zdaj to je pravzaprav, tale proslava v Stožicah je zbudila pozornost, seveda tudi zaradi partnerjev, obleke, vse to, ta rumeni tisk, ki vedno nastopi, je pa pravzaprav to na nek način en sejem ničevosti, če tako rečemo. Kako si lahko to razlagamo, da je bila zdaj ta proslava v Stožicah, da je to na nek način spozorelo mesto Ljubljana, da so imenovali in naslavljali tovarišice in tovariše. Kakšen je vaš komentar na to proslavo? To je pač ponavljanje nekih vzorcev, neke te folklore, tako kot sem rekel, se pravi enačenje anti-janšizma z antifašizmom in z pač narodno-osvobodilnim bojem. Oni to počnejo zato, ker mislijo, da to morajo početi. Tudi te neki izrazi, kako se tam posebej fajn počutijo, kako doživeto to spremljajo, so slej ko prej zaigrani, da ne rečem zlagani, tudi popolnoma nepristni. Pustimo ob strani, da ti ne veš, kako se obnašati pač na nekih takih
dogodkih, ne, pač je to nedostojno tistega, ki to počne, pa pač vseh ostalih, ki tam so, ne. Načeloma pač jaz to vidim kot del pač neke predvolilne kampanje, ne, se pravi, mi smo antifašisti, mi smo antijanšisti, mi smo dediči, ne, preko pokojnin borčevskih ali pa še česa drugega pač tega narodno-osvobodilnega boja in zato glasujte za nas, ne, zato pač morate nas podpirati, ne pa pač, ne vem, opozicijo. No, pa oglasila se je Monika Kirbiš-Rojs, ona je članica koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve. To je doktorica Monika Kirbiš-Rojs, ki je pravzaprav v državnem svetu zaposlena. Zdaj seveda oni pravijo, ona pravi, da medtem ko druge države tradicionalno slavijo konec druge svetovne vojne z resnostjo in spoštovanjem, tako kot smo ugotovili, predvsem v spominskem in domoljubnem duhu v Sloveniji spremljamo politične mitinge vladajoče ideologije. Ja. Vse to je točno to, o čemer so se pač pogovarjali. Ne? Se pravi, oni so zmagali na referendumu, čeprav so izgubili, ne? Oni so zmagali v drugi svetovni vojni, čeprav takrat jih ni bilo niti na svetu še, in ne vem, pač zmagali smo tudi na Evroviziji, samo večina ni glasovala. Skratka, če obrnemo to, kar je rekel Mao Tse-tung, ne, iz zmage v zmago do končnega poraza. Ampak zakaj tu ni želje po vključevanju in povezovanju? Ja, zato, ker oni ne vidijo potem potrebe, gospod Petrovčič, ne, ker njihov cilj je, da se imajo oni fajn in da se imajo njihovi podporniki fajn, vse ostalo jih ne zanima. Ne. Zakaj bi oni pač širili krog teh ljudi, ne? Se potem bojo ti priboljški, ti preužitki, ki jih zdaj si delijo med sabo, se bojo morali razdeliti na večji krog ljudi, bo vsak med njimi dobil manj, ne? Mogoče kdo misli, da preveč poenostavljam, ampak jaz trdno verjamem, da so motivi teh ljudi biti na oblasti res, bi rekel, tako površni ali pa zelo vase obrnjeni, zelo, bi rekel, na neki čist elementarni človeški ravni, ne? Ja, ampak glejte, zdaj prav tale, ki je prevzel to državno odlikovanje, Marjan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB, pa je dejal, zdaj navajam, da bi morala Evropa končati svoje vazalstvo do Združenih držav Amerike. Pa kakšna izjava je to? Mi smo v NATO paktu, zdaj bomo dejali še več za orožje, ne, nazadnje. Ne? Ja. Mislim, kaj zdaj to? Kje smo zdaj mi? Se zdaj neka zveza borcev vtika celo v zunanjo politiko? Kako lahko razumemo to izjavo? Ja, to je pač Sloveniji značilno, da ljudje, ki niso za to poklicani, komentirajo pač mednarodne odnose ali pa naš odnos do ZDA, ne. Ni to prvič. Rekel bi pa tako, da Evropa bi morala premisliti o tem, pač kak odnos ima do svetovnih centrov moči, ne. Ampak ni to toliko problem Amerike, to je bolj problem Evrope, ne. Evropa sama ali pa najmočnejše evropske države, v prvi vrsti Nemčija, so same sprejemale odločitve, ki so jih pripeljale v ta odnos, ne, ki ga predsednik Zveze združenj borcev imenuje vazalski, ne. Tako da, če že bi dal tako izjavo, jaz na njegovem mestu ne bi rekel, da mora Evropa pač končati svoj vazalski odnos do ZDA, ampak mora Evropa premisliti, zakaj je nastala in kako se vidi v svetu, ne. Se pravi, Evropa bi morala delati za Evropejce, se pravi, evropske države bi morale delati za svoje državljane in za interes teh držav oziroma teh državljanov. Tega ne počnejo, ne. Drugi, recimo, svetovni centri moči, če hočete ZDA, v končni fazi tudi Ruska federacija, Kitajska in tako naprej, pač njihovi lideri delajo za interese teh držav, ki jih vodijo in za ljudi, ki tam živijo, ne. In Evropa bi se morala vprašati, zakaj mi ne izvolimo pač voditeljev, ki bi delali za interese nas, Evropejcev, ne. To ni problem ZDA, to je problem Evrope. No in seveda naj omenim še, da je doktorica Monika Kirbiš-Rojs opozorila, seveda kot članica koordinacijskega odbora za državne proslave, da pravzaprav ni bilo ustreženo bontonu, ne, za prireditve. Namreč takole pravi, da so nagovarjali, namesto uvodni pozdrav ni nagovoril državljank in državljanov Republike Slovenije, temveč zgolj tovarišice in tovariše. Kar je nedopustno in to je res nedopustno, ne? Če želimo biti vključujoča, pluralna, demokratična družba. In seveda podobno so omenili tudi le Ljubljančane in Ljubljančanke. Pa
A kaj je zdaj to? Zdaj Zoran Janković. Je to tam, ko jim nese, ne? Pač do tam, ko jim nese, se pravi, pomembno je pač tovarišice in tovariši, to je lahko na neki interni borčevski proslavi. Na državni proslavi. Na državni pač ne, ja. In Ljubljančanke in Ljubljančani zdaj pač očitno razumejo, da v Stožice hodijo sam Ljubljančani in Ljubljančanke, ne? Ali pa da so na to proslavo v Stožice prišli sam Ljubljančani in Ljubljančanke. Vidi se, ja, da pač aktualna oblast, ne, tudi na tem področju, bi rekel, zastopa neko logiko delitve duhov, ne. Se pravi, imamo Ljubljano na eni strani, potem pa so ostalo Slovenijo, ne. V Ljubljani so močni, tam imajo svojega župana, tam dosegajo najboljše volilne rezultate, ne, posebej v centru Ljubljane, in to je pač neke vrste njihova trdnjava, ne. In to je značilnost vsake oblasti, ki čuti, da se ji mandat izteka, da je pač oblast povzi iz rok, da se potem zateka tja, kjer meni, da je najmočnejša. No, in seveda ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne je bilo kar nekaj dogodkov. Eden izmed teh je bila proslava Tiger na Mali gori, to se pravi Tiger kot Trst, Istra, Gorica, Reka. Namreč te, ki so v tem združenju, in dejstvo je, pravijo, da je bil prvi upor proti italijanskemu okupatorju pravzaprav s strani tigrovcev, ne? In seveda takrat so bili Danilo Zelen, Ferdo Kravanja in Anton Majnik so bili udeleženi pri tem prvem spopadu. Kako je mogoče, da zdaj Zveza združenj borcev, ki je odlikovana, ne? Odlikovana pa za boj proti fašizmu, ne? Zakaj ona ne vključi tigrovcev v ta svoj kontekst? Ja, tu ne vem, tu bi morali pač ene in druge vprašati, ne. Zdaj, roko na srce, pač Tiger je bila organizacija, ki je delovala na področjih, ki so po prvi svetovni vojni pripadla pač Italije, ne. Se pravi, so bili aktivni že dosti prej, preden se je začela druga svetovna vojna tudi na naših tleh, ne. Zdaj, metode, ki so jih oni uporabljali, bi danes šteli za pač teroristične, ne, po današnji logiki in mentaliteti. Tudi ta spopad, ki ste ga omenili, bi verjetno, če bi vprašali Italijane, danes bi oni rekli, da šlo za protiteroristično operacijo, ne. Treba je pač razumeti stvari v zgodovinskem kontekstu, ne. Tudi kar zadeva organizacijo Tiger, to je pač bila organizacija, ki je bila spodbujena in financirana tudi strani britanske pač obveščevalne službe, ne, takratnih oblasti kraljeve Jugoslavije, je imela pa z vidika Slovencev, našega naroda in združenosti slovenskega naroda v eni državi, je imela pa sveto cilj, ne. To pa je, da se pač ta območja, ne, kjer je bilo večinsko avtohtono slovensko prebivalstvo, ki so po prvi svetovni vojni pripadla Italiji, da se pač združijo z matično domovino in da se pač ta teror fašizma, ne, ki je bil neverjeten nad temi Slovenci, se v tem imamo številna pričevanja, tudi zgodovinske vire, literarne in tako naprej, da se pač na nek način temu upre, ne. Ni pa mogel biti Tiger ravno zaradi tega, ker še ni šlo za drugo svetovno vojno, ne, ker ni šlo za, bi rekel, za teritorij celotne današnje Slovenije, ni mogel imeti tako vloge, ne, takega pomena kot pa recimo narodno-osvobodilno gibanje, ne, ki po mojega je treba ločiti od tega, kaj je recimo znotraj njega počela partija komunistična, pa kaj se je zgodilo po vojni, ne. Jasno je, da je komunistična partija ves čas imela za cilj, da pač po vojni prevzame oblast, ne. Velika večina tistih, ki pa so pač bili v partizanih, se je pa borila za svoj jezik, za svoj dom, ne, proti pač fašističnemu oziroma nacističnemu terorju, ne. In to dvoje je treba ločevati. Mislim, da se to danes prevečkrat pozablja, ne. Midva veva, da ne glede na to, na kateri strani se kdo bori v drugi svetovni vojni, večina teh je bila prisiljena v to, ne, je bila prisilno mobilizirana in nobena človeška usoda takrat ni bila lahka, številne so se pač tragično končale in na tak način bi morali po mojem na te stvari gledati, obsoditi tisto, kar je obsojanja vredno, in se hkrati pač spominjati tistega, kar je pozitivno. No, se je ravno to, ne. To je tisti glavni očitek, da se pač združenje borcev, Zveza združenj borcev ne distancira od tega, kar je počela med vojno teroristična varnostno obveščevalna služba, ne. Ali pa vsi te, ki so pa na drugi strani, zdaj, če omenjamo britansko tajno službo, omenimo še Stalina, ki pa je to podpiral, ne. To se pravi, ene druge ne. Zakaj ne razločimo, kaj je bilo, ne? Ne vem, zato
zato ker pač pri nas, pa ni to sem pri nas, ne, imamo neko neumno stališče, da če ti obsodiš neko dejanje, ki je bilo zgrešeno, da si s tem umazal pač zdaj celotnega človeka ali pa celotno stvar. Ne. Pač upor, tukaj bi jaz rekel, sem osebno čist na stališču, kot ga ima v svojih programskih dokumentih, pač tudi recimo v končni fazi Slovenska demokratska stranka. Ne. Se pravi, upor proti okupatorju je pač bil hvalevredno dejanje, ne. Pač revolucija je bila zavržno dejanje, ne. In hkrati na drugi strani pač bi rekel, aktivna kolaboracija z okupatorjem je bila pač zavržno dejanje, ne. Pač to, da si hotel ohraniti svoj dom, da si branil svoj dom, pa to je bilo pa pač hvalevredno dejanje. Skratka, tukaj jaz mislim, da na teh izhodiščih, na teh postulatih bi se velika večina Slovencev lahko poenotila. In jasno, da je treba obsoditi pač povojne poboje, jasno, da je treba obsoditi tudi medvojno nasilje, ne glede na to, s kire strani je pač prišlo. Ne. Ampak vse te stvari je potrebno gledati v zgodovinskem kontekstu in vemo, da zgodovino pač pišejo zmagovalci. Ne. In Slovenija je bila pač na strani sil, ki so v drugi svetovni vojni zmagale. Ne. Tega tudi ne smemo pozabiti. No, ampak prav ti zmagovalci, ne, ti odlikovani zmagovalci, zdaj nekako ne pokopljajo žrtev pobojev. Ne. To so te kosti teh nesrečnežev v Gajbicah, ne, in poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za sklic nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ne, in zdaj je treba, pravijo, obravnavati točko z naslovom Pieteten in dostojen pokop pobitih žrtev iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo Gorico. Ne. Torej, zakaj se zdaj to ne zgodi? Oni, ki pač imajo ta red za zasluge, ki so etični in ne vem, kaj vse se jim pritiče, niso toliko etični, da bi dostojno pokopali teh pobitih in to v prestolnici. Ja, to je meni nerazumljivo. Ne? Pač pieteta do mrtvih pač jasno mora biti. Ne? In najlažje bi te rane, bi rekel, iz preteklosti zapirali na ta način, ne? Da bi pač tudi te kosti teh pomorjenih pač dostojno pokopali. Jaz mislim, da tega ne naredijo zato, ker mislijo, da bi s tem pač, kar je po moje sicer popolnoma zgrešeno, odstopili od tega svojega antijanšizma, ne, se pravi antifašizma, ne. Niti tako majhno dejanje pietete očitno ni sprejemljivo za njih, za njihove najbolj goreče privržence, ker bi to že pomenilo, da popuščajo v tem svojem boju, ne, proti Janši, proti fašizmu in tako naprej. Ne. Kot sem rekel, za mene je to čisto zgrešena logika, mislim, da bi se morali obnašati popolnoma na drugačen način in tega preprosto ne razumem. Ja, ampak so odlikovani, ne? Pa bonuse imajo, točke, pa pokojnine, pa dedujejo jih. Mogoče izgubiš pač pokojnino, če se zavzemaš za dostojen pokop pač žrtev. Ja, no, druga stvar, ki se je zgodila, je bila ta, da je Slovenska matica in Inštitut za narodno spravo sta organizirala mednarodno konferenco o dogodkih ob koncu druge svetovne vojne pri nas, upoštevaje debate enih in drugih, ne? In poglejmo zdaj, kako je gospa Ignacija Friedl-Jarc povedala, kako so oni obeležili 80. obletnico konca druge vojne. Medtem ko so nekateri 9. maja zmotno slavili zmago nad okupatorjem, je Slovenska matica tukaj v tej dvorani pripravila branje 80 pesmi slovenskih znanih in neznanih avtorjev na vseh straneh vojne vihre. Mnogi med njimi doslej niso dobili glasu, ne imena in ne križa na svojem grobu. In na tak način smo sporočili: vojne nikoli več, vojne nikdar, vojne nikar. No, seveda, zdaj še ena prireditev je bila, to je bil pa koncert Slovenci v svetu. Slovenci v svetu so pripravili, to je bila slavnostna akademija 80 let zvestobe in ustvarjalnosti. To je bilo v Slovenski filharmoniji z naslovom Slovenija, tukaj sem. Namreč
Gre za organizacijo, ki združuje vse tiste, ki so se vrnili. Po drugi svetovni vojni so seveda bežali v Argentino, v ZDA, v Kanado, v Avstralijo in mnogi so se vrnili, tam mogoče okoli 500-600 družin, tako sem vprašala, koliko jih je. No in zanimivo pa je bilo, da je v bistvu smo slišali recitacijo prav takega pesnika, kot ga je omenila doktorica Friedel Jarc, to je Mirko Kunčič. Tudi Mirko Kunčič je šel v Argentino in tam ustvarjal, bil je otroški, mladinski pesnik, prej je objavljal v Slovencu, v Vrtcu in zdaj prisluhnimo tej zelo lepi recitaciji 11-letne Julije Cerar. Zemlja slovenska, zemljica draga, daleč si daleč, onstran morja, kakor kraljična, zakleta iz pravljic, mavrica, pisana vrhu neba. Sončne planine, bistri studenci, reke deroče, strme gore, rožne poljane, šumni gozdovi, vinske gorice in bele cesti. Kakor na božjo pot romajo k tebi goste procesije vsega sveta, zlatimi črkami vsem je zapisana tvoja lepota na sredo srca. Rodni dom, dedov dom tam pod Triglavom, videl morda ne bom te nikdar, pa te v spominu bom zvesto ohranil, kakor svetinjo na prsih vsegdar. Zemlja slovenska, zemljica draga, daleč za morjem, onstran planjav, oj, da sem lastovka k tebi zletel bi in ti ponesel dedov pozdrav. Torej, to je bil Mirko Kunčič, pesem je Vnuk poje. Seveda je Mirko Kunčič govoril tudi o svoji zgodbi, ampak to, kar je zanimivo, je tale punčka, 11-letna Julija Cerar. Ona je pravzaprav, tako lahko rečem, 3., 4. generacija teh. Njeni prastari starši so odšli v Argentino. Stari starši so se vrnili, njena mamica se je tu poročila, zdaj ima 5 otrok in to je zdaj že ta nova generacija, ne. Pravzaprav nič argentinskega priglasa ni bilo slišati v tej recitaciji. Kako vi gledate na to? Bi morali bolj spodbujati, da se Slovenci vrnejo? Ja, absolutno, ne. Pač posebej tisti, ki so zapustili domovino, ne po lastni volji, ne. V vsakem primeru bi morali več delati na tem, da bi nas Slovencev bilo več, ne. Vemo pač, da smo majhen narod, da imamo negativni prirast, ne, da nam nataliteta pada, tako da vsaka poteza v to smer pač je dobrodošla, hvalevredna. Jaz mislim, da bi vlada se morala bolj s tem ukvarjati, ne, kakor da predsednik vlade poje, mi se imamo radi, ne, je kaj narediti za to, da bi se imeli res radi, pa da bi nas bilo več. No, tole, kar smo gledali, no, mislim, jaz sem laganjena, sem bila na tej prireditvi, tole je Nonet iz Mendoze, prišli so prav za to priložnost, pa seveda Marko Fink. Zdaj poglejmo, kaj je povedal Andrej Fink, ki je tudi sam otrok teh izseljencev in se tudi sam preselil nazaj. Ko se ob 8. desetletju oziramo na to prehojeno težko pot, se mora najprej glasiti zahvala našim prednikom za v tujini posredovano domovinsko ljubezen, vero in zgled. Predvsem za zgled zvestobe preko vseh preizkušenj in krivičnih obtožb. Naj gre pa zahvala tudi vsem deželam, med njimi predvsem Argentini, Združenim državam Amerike, Kanadi in Avstraliji, ki so nas sprejele in nam omogočile svobodno življenje in ohranjanje slovenskih vrednot. Torej, kaj je tisto, kaj so te vrednote, s katerimi so uspeli ohraniti slovenski jezik in kulturo? Ja, se pravim, to je zelo hvalevredno, ne, da pač več generacij zapored goji pač ta spomin na to, odkot izhajajo, ne, da niso pozabili pač kdo so, da tudi v tujini so storili vse za to, da bi vsaj en malšen del Slovenije pač ohranjali, prinesli sabo in to je za pozdraviti, ne. Tako kot sem rekel prej, pač v bistvu Slovenija je tako majhna, da bi morala izkoristiti vse svoje potenciale, ne, predvsem vse svoje človeške potenciale. Ja, ne pa da nagrajujemo žensko, ki je zrezala
slovensko zastavo na svojem nosečniškem trebuhu. Ja, recimo, ne, pač bi rekel, da to drugo nas večina teže razume, ne, to, kar pa zdaj gledava, poslušava, pa precej lažje. Aste Vrečko med gosti ni bilo. Pa tudi Nataša Pirc-Musar, ki je bila povabljena. Ja, ker to za njih ni umetnost, ne, vprašanje, če je to za njih kultura. Ne razmišljajo po moje, da bi komorkoli tu nastopajočih pač namenili nek izreden dodatek pokojnini, ker oni pač gledajo sebe, a ne, in svojo verzijo dogodkov ne znajo objektivno pogledati na stvari. No, še en dogodek je bil, to je pa bila predstavitev tele knjige, ki sem jo tule postavila, to je Težka pot do pravice. Avtori so Nik Trontelj, tako kot so tudi naslikani, Tamara Griser-Pečar, pa Janez Juhant. Gospoda Černiča nismo tu videli na predstavitvi. Namreč gre za to, da so pravzaprav ponovno uspeli odpreti postopke proti slovenskim duhovnikom, redovnicam, da so jih pravno rehabilitirali. Ne. Kako vi gledate na to? Kako to, da je šele zdaj 80 let po koncu druge svetovne vojne sploh išla taka knjiga? Ena knjiga podobna je sicer že išla. Kaj mi v bistvu lahko sploh še storimo v smislu neke rehabilitacije? Ja, to je tehtno vprašanje. Ne vem, kaj lahko storimo v smislu rehabilitacije. Ne? To so pač nujno stvari, ki se dogajajo za nazaj. V veliki večini primerov za ljudi, ki so žal že pokojni, ne? Ki jim pač za časa njihovega življenja ne moremo popraviti krivic, ki so jim bile morda storjene. Ne? Mogoče je to vsaj neko zadoščenje za njihove potomce, pa pač, da jih ohranimo v boljšem spominu ali pa da jim na ta način za nazaj, koliko pač lahko damo neko priznanje. Ne. Bi pa rekel to, da pač moramo razumeti, da je tudi, bi rekel, odnos takratnih oblasti v bivši enopartijski državi je bil pač, bi rekel, ni bil enoznačen do recimo konkretno vprašanja pripadnikov Rimokatoliške cerkve in tudi vernikov in tako naprej. Ne. Tudi v tem času se je število cerkva recimo v Sloveniji povečalo. Ne. Se pravi, pač ta odnos, čeprav je bil nedemokratičen, pa je bil pač, bi rekel, ni bil enakopraven, vseeno ni bil tak, kot mogoče kje drugje. In to je hvala Bogu, da je bilo tako, ker tudi preko tega so se potem lahko te tradicije, se lahko tudi ta del slovenske kulture, slovenske družbe ohranil. Če mogoče ne bi bilo tako, bi se težje. Ne. Ampak kljub temu smo danes priča, dobro, saj jaz imam tak občutek, da je bilo zelo veliko in je še vedno zelo veliko proticrkvenega, ateističnega, da to prevladuje tudi v šolah. Ja, absolutno, to se strinjam, pač bi rekel ta čeprav je v dobršni meri, ne, bi rekel kot državnega sovražnika številka 1 Rimokatoliška cerkev nadomestil Janez Janša, ne, odkar je on pač se uspel v slovenski politiki, pa vendar to še v določenih delih družbe ali pa tudi pri določenem delu vladajočih še zmerom vztraja. Ne. Jaz osebno zato spet ne vidim nekega pametnega razloga. Jaz mislim, da bi bilo boljše, če bi Rimokatoliška cerkev glede na to pač kakšna organizacija je to, kako dolgo tradicijo ima v Sloveniji, v končni fazi, koliko je tudi pač Slovencev, ne, ki verujejo, bi rekel, ki je pripadnikov takih ali drugačnih RKC-ja, bi mogla imeti bolj poudarjeno vlogo v slovenski družbi, ne se več oglašati. Jaz osebno recimo pa nisem sam, pač nisem pripadnik RKC, pogrešam njihovo bolj aktivno družbeno vlogo, posebej v zadnjem času, no. Mislim, da je to slabo, da so nekako, razumem mogoče razloge, za katere menim, da so jih privedli do tega, do te pasivne vloge. Ene se že vi našteli, drugo so tudi mogoče škandali, finančni in drugi, ki so bili pač pred leti, s katerimi so se morali soočiti, ampak jaz mislim, da so oni pač znotraj cerkve se s tem dobro soočili, da so nekako na nek način to pač sprejeli, da so znali to pravilno ovrednotiti, da so se tudi na nek način rehabilitirali in z mojega vidika bi bilo zelo dobrodošlo, no, če bi RKC imela bolj pač aktivno vlogo v slovenskem. Se vam zdi, da je malce utišana? Ja, malo utišana, malo pa tudi se mi zdi, da mogoče iz strahu ali če se drugega tudi sama ni tako glasna, kot bi po moje pač lahko bila,
ali pa celo, če hočete, morala biti. No. Bi jih pa zelo pohvalil za njihovo ravnanje v času pač epidemije, ne, oziroma pandemije COVID-a, tam pa mislim, da so odigrali zelo pozitivno vlogo, ne, ker če ne bi RKC na določenih trenutkih pač sprejela odločitve, ki jih je sprejela, mislim, da bi mi še teže šli skozi to obdobje ali pa bi še del časa trajala ta vrnitev v normalno življenje. Ne. To recimo, da so pač ustrajali, da se liturgični procesi odvijajo, da imajo ljudje dostop do pač bi rekel, pač verskih obredov, ne, tudi utehe in tako naprej, kar jim to nudi. Mislim, da je bilo zelo pomembno v tem času. No, ampak omenili ste tu v odgovoru, da je zdaj na nek način Janez Janša prevzel to vrsta srž tega nasprotovanja. Ja. Zdaj, vprašanje, ki je, kdo bo, če nekega dne ne bo več Janše. Ja, to lahko vem tudi povem iz lastne izkušnje, ne, ker recimo pač sem bil 20 let član stranke Socialni demokrati, pa pač njenih imenskih predhodnica, ne, in recimo do kongresa leta 95, mislim, da je bila glavni sovražnik v narekovajih te stranke, je bila še rimokatoliška cerkev, vse tako je govoril. Mislim, da je bil Sloven Gradcu tisti kongres, takratni pač predsednik, žal že pokojni dr. Janez Kocijančič, je glavna točka njegovega govora je bila RKC. Po tistem kongresu pa mislim, da je bila glavna točka vseh govorov je bil Janez Janša. Ja. To je zelo tehno vprašanje, kdo bo, če Janše pač več v slovenski politiki ne bo. Mislim, da se tega paradoksalno ta anti-Janša tabor tranzicijske levice najbolj boji. Ne. Se pravi, tu imamo dva paradoksa. Ne. Po mojem mnenju pač slovenska desnica ta hip in v dogledni prihodnosti na volilno zmago brez Janeza Janše ne more računati. Ne. Po drugi strani se pa pač ti večni borci proti janšizmu najbolj bojijo, da bi se recimo Janez Janša politično upokojil, ker s tem pade v bistvu edini razlog njihovega obstoja. Tako Čeprav zdaj učitajo, zdaj seveda potekajo tudi nekakšne volitve v tej stranki SDS in vsi zdaj učitajo, spet kandidat Janša. Ne? Ja, se pravim, pač, ne, po en stran, pač, ker je on njihov več kot dostojen nasprotnik, ki edini pač tu in tam uspe prekiniti to njihovo hegemonijo, ki praktično traja že od leta 92 naprej, se pravi skoraj celo obdobje samostojnosti, bi si želeli, da ga ne bi več bilo. Ne. Ampak po drugi strani pa, kaj bi pa potem sploh počeli? Ne? Se pravi, morali bi si najti novega Janšo. Ne? Se pravi, imeli bi ta paradoks po Janši Janša. Ne? Se pravi, kdorkoli bi že bil na mesto Janše, bi bil deležen enakega tretmaja in pa, veste, učitelj bi tudi, če bi bilo več kandidatov, če ne bi bilo sploh nobenega kandidata. Ne verjamem, da ti ljudje karkoli, kar bi prišlo iz Slovenske demokratske stranke, lahko ocenijo pozitivno. Saj tisto vprašanje, ki se vedno zastavlja, je, ali je kriv nek človek, eno ime, ali so krive to teme, ki jih on odpira. Ja, sej, pač pri Janši je tako, on je pač polarizirajoč politik, tega pač ne moramo bežati. Sej logično nekako je to, da so strankarski politiki takšni, ampak po drugi strani pa, veste, nobena politika, ki bazira, kot sem že rekel na začetku najnega današnjega pogovora, na negativnem odnosu do drugega, ne more biti pač uspešna in na dolgi rok učinkovita. Se pravi, za mene osebno, pa še za marsikoga verjetno v Sloveniji, anti-janšizem pač ni dovolj. Anti-janšizem ne more biti motiv, kaj šele razlog, da ne rečem kriterij za pač neke vladajoče poteze. Se pravi, ne moramo se mi zdaj opredeljevati glede na anti-janšizem. Mi bi morali drugače gledati na stvari. No, in ta teden v sklopu teh 80 obletnic je seveda Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve povabilo tudi grofa Nikolaja Tolstoja, on je pranečak slavnega ruskega pisatelja Leva Nikolajeviča. Torej, ta Nikolaj se je rodil v Angliji v emigrantski družini. Naslednji mesec bodo polni 90 let in seveda, takole tule ga vidimo, to je bilo v četrtek v prostorih teh Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. On je v bistvu govoril o tem in to vse življenje raziskuje, zakaj so
nekateri angleški generali, omenja nekaj njih, je bila to zarota ali kaj, da so vrnili 14,000 slovenskih domobrancev in civilistov, to je dejstvo, ne, pa seveda tudi drugih, tudi četnikov in drugih vojaških formacij, da so jih vrnili Titu. Zakaj je to bilo? On pravzaprav obtožuje in je obtožil že v eni knjigi in več teh knjig je napisal, bil celo tožen in seveda o tem je tudi tekla beseda, malce je povedal, kako je bilo za njegovim življenjem. Zdaj, vprašanje, ki se tu zastavlja, je resnično, zakaj, ne? A je imel ta Tito en tak dogovor, seveda on pravi, da ne s Churchillom, ne? Kaj se je tu dogajalo? Kako to, da so pravzaprav Britanci tako stopili na stran Tita? Jaz mislim, da je to bil pač dogovor na Jalti, ne? Tam so se pač voditelji ZDA, Združenega kraljestva in pač Sovjetske zveze dogovorili, ne? Da se bo pač tiste, ki so sodelovali z pač Nemčijo, ne, oziroma z Italijo, v končni fazi tudi z Japonsko pač v drugi svetovni vojni, da se bo vrnilo pač v državo, ne, s kjer so bili, da se jih tam kaznuje. Jaz ne bi rekel sodi, ker vemo, da pač so... Sodilni so praktično, samo rupniku drugače. Niso skoraj nobenemu, ja. Tako da mislim, da to ni bila stvar nekih posamečnih pač angleških ali pa britanskih generalov, ne. Tudi ne pač stvar Josipa Broza Tita, to je šlo pač za širšo ureditev, za katero so se pač dogovorili te narekovajih trije veliki že na Jalti, ne. Jasno je, da so pač zaradi tega bili kaznovani tudi številni nedolžni ljudje, ne. Mislim pa, da vseeno ne smemo pa spregledati tudi vloge takratnih voditeljev teh ljudi, ne, ali pa če hočete oblasti v Sloveniji, ki so sodelovali z okupatorjem, takrat je pač šlo samo še za Nemčijo, ki je Italija vmes kapitulirala, ne, ki so seveda preslišali številne pozive tudi slovenske vlade v izgnanstvo, ne, in v končni fazi pač jugoslovanskega kralja, ker takrat je bil že sklenjen sporazum Tito Šubašič, ne, in je pač takratni jugoslovanski kralj pač priznal Tita in NOB, ne, kot edinega, ki se bori proti okupatorju v takratni Jugoslaviji, tudi pozval vse, da se pač temu boju pridružijo, da odložijo orožje in da bodo s tem deležni tudi amnestije, ne. Tako da hotel sem reči, da ne gre spregledati pač vloge Rupnika, ne, tudi v končni fazi takratnega škofa Rožmana in takratnega vodstva pač oblasti pod nemško okupacijo v Sloveniji, ne, ki so te ljudi pač zapeljali v to, da so bežali, bi rekel, čez mejo v današnjo Avstrijo, z obljubo, da bodo s tem pač rešeni, ne, ali pa da celo se bo pač nek boj tam proti komunizmu nadaljeval pod Angleži z njihovim orožjem in v njihovih uniformah, ne. Jaz pač menim, zdaj nimam za to dokazov, ne, ampak moje mnenje je, da vkolikor te ljudje pač, če se to ne bi zgodilo, ne, če se ta eksodus ne bi zgodil, da bi marsikateri med njimi pač potem preživel, ne, ker ne verjamem, da bi potem po hišah lovili ljudi in jih na ta način pobijali, kakor so jih potem organizirano pobijali, ko so pač s temi železniškimi transporti bili pripeljani nazaj v Slovenijo, ne, in so potem pač nekritično pobijali praktično vse, ki so bili na teh transportih. Ja, najprej so jim pobrali zlatnino. Individualna krivda v narekovajih ali pa individualne pač dejanja se sploh niso ugotavljala, ne, ampak so kar, bi rekel, šli v to neko, ta zelo glasna, ne, lahko uporabimo ta izraz, pač dokončno rešitev, ne, ki je pa spet bila politična odločitev, ne, se pravi takratnega vodstva, pač Jugoslavije, ne pa, bi rekel, zdaj, ne vem, posameznih borcev v Sloveniji, ne. To pač ni, šlo je gotovo tudi za kakšno pač osebno maščevanje, pa to, ampak politična odločitev je bila sprejeta, ne, da se na tak način obračuna pač s temi ljudmi, ki so bili vrnjeni, ne. Vemo pa tudi iz pričevanja, ne, teh, ki so bili v to vpleteni, kakšne travme tudi njim to povzročilo, ne, in praktično številni med njimi celo življenje pač niso mogli tega sami sebi oprostiti, ne. Kar pa nas lahko navdaja z upanjem, ne, da ne glede na vse grozote, ki smo jih ljudje sposobni pač drug do drugega, da vse je na koncu, ne, obstaja upanje, da pač neka ta človeška narava, ne, pač bo prevladala. Torej, te povojne poboje, torej
zdaj, če sklepam iz tega, kar ste povedali, opravičuje ta dogovor na Jalti ali kako? Ne, da jih opravičuje, ne, pač nič ne opravičuje tega, ker je to pač dejanje, ki je neopravičljivo, ne. Ampak postavlja v zgodovinski kontekst, ne. Tako kot sem rekel, pač vele sile so se dogovorile, da se bodo te pač ljudje vračali, a ne. V Sloveniji pa vidim, da je bil dodaten problem, ker je ta državljanska vojna ali pa ta bratomorni voj, posebej pač v Ljubljanski pokrajini oziroma v teh teritorijih na Štajerskem, recimo je bilo tega bistveno manj, ne? Ampak Gorenjska, ta Ljubljanska pokrajina, Dolenjska in tako naprej, tudi zaradi objektivnih razlogov, je bila tukaj močna, ne? Zato so potem tudi, pač bi rekel, maščevanje zmagovalcev po vojni je bilo tako močno, ne? Jaz si ne delam prevelikih utvar, da če bi bil rezultat drugačen, da bi pač druga stran, če bi ona bila na strani zmagovalcev, kaj drugače ravnala s tistimi, ne, svojimi krvniki, ne. Se mi pa zdi, no, da pač zdaj spet z zgodovinske distance to mi lažje komentiramo, da je bila tu zamujena priložnost, ne. Takrat, ko bi rekel, so se tudi tisti, v imenu katerih so se te ljudje, tako sami pravijo, borili pač proti komunizmu, ne, in proti pač partizanom, ko so se pač sprijaznili z objektivnim dejstvom, ne, kdo je zmagovalec pač v drugi svetovni vojni in kako ti zmagovalci tudi vidijo NOB, ne, ker se kralj in slovenska vlada v izgnanstvu niso tega stališča sprejeli sami po sebi, ampak so ga sprejeli na podlagi tega, da so pač zavezniki, ne, tako zahodni kot Sovjetska zveza pač priznali partizansko gibanje kot svojega zaveznika v tej vojni proti naciji fašizmu, ne, da niso pač takrat, bi rekel, tudi tisti, ki so bili na teritoriju Slovenije, ugotovili, koliko je ura, ne, in so do konca pač recimo ustrajali v tem boju brez upa zmage, ne. Če sva zelo iskrena, roko na srce, pač z nemškim orožjem v nemških uniformah in pod nemškim poveljstvom, ne. Zdaj, če tega ne bi bilo, ne, če bi te uniforme slekli, če bi to orožje odložili, pač upam, no, saj mogoče si delam utvaro, bi to pač maščevanje, te pač krvavi poboji, ki so bili po drugi svetovni vojni, bili težje izvedljivi, kot pa so bili zaradi tega, kar sem zdaj naštel. Dobro, zdaj tu je veliko diskutabilno, veliko stvari, absolutno, to bi se lahko pogovarjala. Ampak prav, recimo, opozoril pa je tale gospod Tolstoj, sama sem bila na tej predstavitvi, da ravno to, kar ste zdaj povedali, kar se tiče uniform, ne, da so ravno to jih je ščitilo pod Ženevsko konvencijo, da bi morali biti tretirani kot vojni ujetniki. Ne pa, ne, ker zdaj nekateri pravijo, ni bilo več vojne, rekel je, ne, bila je še, ker je kralj podpisal konec vojne šele leta 46, mislim, da je navedel. Tako da je tu veliko te interpretacije. To se strinjam, ampak pač to je bil, mislim, če bi iskalo opravičilo, ali pa če so tisti, ki so to naredili, ali pa tisti, ki so sprejeli tako politično odločitev, iskalo opravičilo, so ga našli ravno v tem, to je ta paradoks. A ne? Je pa tudi res, da ker sami niso bili deležni pač tega, ne? Sej Ženevska konvencija med vojno se tudi pač do partizanov ni spoštovala. Ne? In zdaj brez veze, da greva v te neke detajle, po moje tudi neke pravno-politične, ne? Ampak vseeno, pač to ni bila več potem NOB, ne? Ampak je bila to že narodno-osvobodilna vojska, je imela tudi potem nek drug pravni status in tudi z tega vidika je to ne upravičuje, to je še kvečen hujša obsodba pač tega, kar se je zgodilo po vojni. Ne? Ker do leta 1943 tudi ti procesi, ki so bili, ne, praktično sploh je bila še kraljeva vojska formalno. Se pravim. No, to je velika debata pravna, kdo je bil kje. Na koncu, tako sem rekel, pač zgodovinske dejstva so žal neizprostna, ne, se pravim, pač ta poziv kralja, no, ampak to ne, jaz ne krivim za to navadnih ljudi, ne, se navadni ljudje pač tu niso niti imeli dostopa, mogoče niso se odločili, ampak te voditelje, ki sem pač rekel, ne, v prvi vrsti pač mogoče Rupnik pa še kdo, ne, oni bi pač takrat morali slediti temu pozivu pač kralja, ne, in če se že niso hoteli pridružiti pač NOB-ju, bi vsaj morali pač odložiti orožje, ne. Jasno pa je, da pač uniforma, ne, vojaške formacije jih ščiti, ampak tudi tu, veste, bi lahko našla deljena mnenja, ne,
ker pro forma, formalno je šlo za neko pomožno policijsko SS formacijo, pač v primeru slovenskega domobranstva, ne, in bi se verjetno tudi tu našel kdo, ki bi imel pa kontrastališče, pa bi rekel, da pač zaradi tega oni niso bili, pač bi rekel, deležni iste zaščite, kot bi bili, če bi bili pač neka, bi rekel, normalna vojaška formacija, ampak mi dva veva, ne, tako in iz zgodovinske distance, da pač nobena uniforma ali pa noben status jih ne bi zaščitil, ne, pred tem, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni, ne. Razen tega, kar pač jaz mislim, mogoče pač je to moja otvara, da tako sem rekel, če bi pač odložilo orožje pa to uniformo, bi paradoksalno bili deležni pač večje zaščite, kakor so pa pač bili v teh uniformah. Dobro, to bodo še debate. Jaz sem samo povedala, kaj povedal gospod Tolstoj zdaj na tem srečanju. Zdaj, tale teden oziroma obetajo, da bodo prihodnji teden v Velenju, da bo skupina ljudi zahtevala umik kipa Josipa Broza Tita. Ne? Zdaj, Tito je bil spoznan, tako sem v prejšnji oddaji povedala, neka revija Bild ga je spoznala kot nekega komunističnega zločinca, ki je pobil milijon ljudi. Ne? Zdaj, vprašanje, ki se nam ves čas pojavlja, imamo tudi Kardelja, Kidriča v Ljubljani, ta Titov kip, pa imeli smo tudi Stalina, no tega smo potem odstranili že leta 1948. Ja. Vprašanje je, ali je čas, da odstranimo to komunistično, titoistično mitologijo, te kipe? Ne vem, to je pač konkretno tu v Velenju, mislim, da je to vprašanje za Velenjčane. Ja, oni se bodo zbrali. Če bo pač taka pobuda prišla, ne vem, pa če bo naslovili na občino, bo občina mogoče tudi v končni fazi lahko tudi organizira nek pač občinski posvetovalni referendum na to temo. Jaz načeloma bi rekel, da mene pač, jaz nisem Velenjčan, pač mene te ekipi taki in drugačni ne motijo, tudi te v Ljubljani, ki dviguje veliko pač prahu, zdaj bi rekel takole, moraš vse to imati v nekem zgodovinskem kontekstu, pa z neko kritično distanco. Jasno je, da vsi bi rekel, ljudje, ki so na tak ali drugačen način bili vključeni v našo preteklost, ki so na tak ali drugačen način prispevali k temu, da smo mi danes živimo v samostojni demokratični Sloveniji, so imeli tudi kako negativno plat. V končni fazi tudi eden največjih, saj tako je danes še zmeraj prepoznan, britanskih državnikov Winston Churchill, tudi ne moramo reči, da je pač bil brezmadežen. Neposredno pod njegovimi navodili so se v drugi svetovni vojni sprejemale odločitve ali pa se je vodila vojna na tak način, da so bile zelo povečane civilne žrtve tudi v Nemčiji. Govorim pač o tem bombardiranju pač nemških mest strani britanskega in ameriškega letalstva. Dresden. Recimo, pa še marsikater drug primer. Tudi z današnjega vidika bi se tudi to štelo pač kot dejanje pač nekega vojnega terorizma. Ampak vse te stvari jaz mislim, da je treba gledati v kontekstu. Tako da jaz bi to odločitev prepustil pač Velenjčanom, če bi tam neka večina mislila, da pač tega kipa več ni treba, se ga lahko odstrani. Simbolno pa mislim, da je Velenje, pa tudi Slovenija že zdavnaj upravlja s tem, da ne gre več za Titovo Velenje. Mislim, z tega vidika jaz mislim, da to ni več nobeno vprašanje. Ampak na državni ravni. Potrebujemo na državni ravni neko odločitev. Zdaj, če govorimo o ljudeh, ki so bili pomembni za to populacijo, ljudi, ki tu živijo, in tudi Franc Jožef imel svoj kip, pa je bil odstranjen. Mislim, smo odstranili že v zgodovini kipe in zdaj imamo novo državo in je mogoče res čas, da se odstrani ta mitologija, ker kip osamosvojitve Slovenije nekega obeležja pa nimamo. Ja, mogoče bi jaz tega rad dodal, mogoče nam manjka kak kip ali pa kako obeležje, ko ga nimamo. Zdaj ne vem, koliko je po 30 plus letih še čas za odstranjevanje kakih kipov iz preteklosti. Vedno že. Bi se tu, čas si lahko zmeraj vzamemo, mogoče pa bi tu vseeno veljalo slediti temu, kar je rekel prvak opozicije v komentarjih pač rezultatu referenduma, se pravi, da Slovenija rab oblast, ki bo gledala v prihodnost. Mogoče to ni tak slab nasvet. Zdaj, to, kar se je še zgodilo, če gremo malce na področje gospodarstva, je Obrtno-podjetniška zbornica pripravila 20. forum obrtnine podjetništva, tule vidimo direktorja te zbornice. Zdaj, oni so, to me pa res presenetilo, povabili so tudi doktorja Goloba, ki se je
udeležil, no tole je Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice in oni so naslovili, reci piši, 136 zahtev, 139, oprostite. Mislim, to še nikoli ni bilo, no. 139 zahtev pa res, to se pravi, stvar je res kritična, namreč Slovenija tudi pada na tem lestvici uspešnosti, ne. Slovenski BDP je najbolj padel med vsemi državami EU in seveda je Janez Janša že pozval vlado k odstopu, ampak glejte, prišel je tudi Robert Golob, in pogovarjali so se, ampak dve izjavi sta zelo izstopali, če mene vprašate. Vse so govorili o davkih, o obdavčitvi dela in tako naprej. Ampak ena je ta, mi 1. julija začnemo pobirati prispevek za dolgotrajno oskrbo in dr. Golob je rekel, da bodo še enkrat ovrednotili to. Mi niti še ne vemo, kaj bomo ponujali, koliko denarja potrebujemo, kdo bo to počel, ampak čez 2 meseca pa začnemo pobirati nek davek. Mislim, to se zdi meni popolnoma skregano s pametjo. Ja, lejte, gospod Petrošič, od viška glava ne boli, ne, smo rekli včasih. Ja, je skregano s pametjo, ampak se pač to kaže na to brezciljnost, ne, se pravi aktualne oblasti, da ne vedo niti, kaj bi radi, ne vedo, na kak način bi radi to pač uresničili, ne. Vedo samo, da so sprejeli neko odločitev in zdaj trmasto pri njej ustrajajo vse do bridkega konca, ne. Zdaj mogoče nas utegne rešiti podobna zadeva kot z omrežnino, ne. Mogoče bo predsednik vlade ugotovil, da pač ta prispevek pa resno načenja njegove družinske finance oziroma njegovega gospodinjstva, pa bo potem pač predlagal, da se to ukine, podobno kot je predlagal pri novemu načinu obračunavanja omrežnine, ne. Ampak šalo na stran, pač zadeva je problematična. Problematično je, če Obrtna zbornica naslovi 139 zahtev na vlado, ne. Vem, da jih je zmeraj veliko, samo mogoče 139 jih zdaj ni bilo, ne. Ampak po drugi strani pa predsednika vlade so imeli tam, zaploskali so mu, tudi ko jim je rekel, da pač najmirno optimizirajo poslovanje in selijo proizvodno v tujino, ker bo potem kak problem manj za slovensko pač zdravstveno pokojninsko blagajno. Ja, on je dobesedno rekel, ne, če lahko isto delo nekdo opravlja s šoferjem, ki je zaposlen formalno na Hrvaškem, kar pomeni, smo selili firmo, a ne, v resnici pa z njim opravlja slovenski lastnik, bo mogoče kakšen izziv za naše šolstvo, socialno in zdravstveno mrežo manj. Ja. In to ni nič narobe, ne. Ja. Kdaj bomo izvolili in izvozili Goloba na Hrvaško? Ja, saj on na tem že močno dela, ne. Tam kupuje nepremičnine, na Hrvaškem je lastnik nepremičnin, vemo, da v Sloveniji ni lastnik nobene nepremičnine, ne. Tako da pač mogoče on želi, da vsi sledimo njegovemu zgledu, ne. Poletje že tako tam preživlja, očitno v prihodnje boš več časa tam, očitno tudi načrtuje, potem, ko ne bo več predsednik vlade, da bo tam živel, ne, da tam posloval. In ne, če je dobro za Goloba, je dobro za Slovenijo. To smo se zdaj že naučili, da na tak način on gleda na stvari. Ne. Ja, je pa obljubil neko komisijo za drobno gospodarstvo, no to je bilo pa tudi malo nenavadno. Ja, mogoče bo v njo predlagal gospoda Tomaža Subotiča, ne, vidimo, da njega zelo rad predlagal kakšne pač take pomembne delovne telesa. No, zdaj za konec začela sva z mediji, ne, z naslovnico Dela. Nika Kovač je objavila tole, ne, hej, mislim, to je, hej, sporočamo vam, da smo v kolektivu sprejeli odločitev, da na novinarska vprašanja kanalov politične propagande Nove 24 demokracije, Planet TV ne odgovarjamo. Torej, kaj je zdaj to, kako lahko razumemo? Je pa umaknen zakon o medijih, ne, to je zanimivo. Ne vem, mogoče to posledica, ne. Očitno razume pač Nika in kolektiv razumejo, da je zaradi poročanja Nove 24 demokracije in Planeta TV bil umaknjen zakon o medijih, pa se zdaj jim na ta način maščujejo, ne. Ne vem, komu to sporoča, ker zakaj bi to koga zanimalo, da so se oni odločili, da ta novinarska vprašanja ne odgovarjajo, ne. Se pravi, komu so to sporočili. Očitno ne tem 3 medijem, ki jih navaja, ne. Ja. Ampak neki širši javnosti. Ne vem, a je tu zadnji kakšen motiv, kakega poziva, da zdaj bi pač tudi ostali, nehali. Ali kakšnih financ, mogoče iz Amerike. Nehali to odgovarjati na ta vprašanja, ali pač nehali spremljati te medije, ali kaj drugega, ja. Tako da ne vem, kak bi si to razlagal, no. Razen kot nek izraz nemoči, ne. Očitno so bili deležni toliko neprijetnih vprašanj strani teh 3 medijev, da so enostavno obupali,
in dvigne roke in se zdaj upravičujejo, da ne znamo odgovoriti na vprašanje ali pa ne znamo pojasniti to, kar so od nas terjali, ampak enostavno smo se odločili, da to ne bomo odgovarjali. Nekako sledijo, se mi zdi, zgledu predsednika vlade, ki se je tudi odločil, da rezultata referenduma praktično on ne priznava, ker je on na referendumu zmagal, čeprav je pač krepko izgubil. Dobro, in vedno končamo z Ljubljano. Zdaj izvedeli smo, da bo garaža pod tržnico, ki seveda nasprotujejo tudi arhitekti, arheologi, nadškofija, skratka vsi, ki se tudi spoznajo na tale vodostaj podtalnice, ki naj bi načel tole garažo, ampak ta garaža bo zdaj dražja, piši za 720% glede na začetno oceno. Ampak mi bomo vseeno šli v to, mislim, Janković. Sej mogoče to bil cilj že od začetka. Zdaj pri ljubljanskem županu se res treba vprašati, če niso njemu najbolj všeč projekti, kjer so vsi proti praktično od stroke do splošne populacije, pa so skoraj neizvedljivi. Tak je recimo projekt kanala C0, tak je projekt pač te garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Razen njega ne najdemo skoraj nikogar, ki bi recimo zagovarjal to, da je potrebno imeti garažno hišo ravno pod ljubljansko tržnico. Razen njega in pač te njegove ekipe na magistratu ne najdemo skoraj nikogar, ki bi zagovarjal projekt kanala C0. To je res težko razložljivo, zakaj bi ti par 10 kilometrov odplake nekam vlekel po pač kanalih, zato da bi se tam prečistile. To je skregan z vsako logiko. Tudi to, da bi ljubljansko tržnico, ki je in bi rekel arhitekturno in kulturno, tudi z vidika družbe, je bi rekel ena svetla točka Ljubljane, kjer se pač ljudje srečujemo, kjer pač v končni fazi se tudi sobranijo, ki so branjevci. Skratka, bi rekel, neka taka slovenska stvar. Če so na začetku govorili o tem, kaj je del slovenske kulture, bi skoraj rekel, da je pač obisk tržnice posebej čez vikend tudi del neke slovenske kulture. Zakaj bi ti to šel zdaj kaziti ali pa ogrožati z neko tako neumnostjo, kot je recimo garažna hiša pod ljubljansko tržnico. Potem, ko si celotno središče mesta zaprl praktično za promet, naredil pešcono in niti tisti, ki tam živijo, pač nimajo kje parkirati. Zdaj boš pa ta problem rešil z garažno hišo, ki razumem, bo odprta tudi za pač obiskovalce, kar je jasno, da je spet tu nek ekonomski interes od zadnje, se pravi pobiranje parkirnine in pa seveda to, kar ste omenili, 7-kratna ali kolikokrat kakšna že podražitev pač projekta, kar je seveda spet super, ker so se tudi provizije potem vsaj za 7-krat povečale. To je pač neka ta trma, ki je značilna za to oblast, ki se je zgledovala tudi po Zoranu Jankoviću, kje pa se je Robert Golob učil politike, če ne pri Zoranu Jankoviću. In v bistvu zdaj bi rada na državnem nivoju na enak način trmarila, kakor večni ljubljanski župan nam dokazuje, da lahko trmar v našem glavnem mestu. No pa še na mesto 6 parkirnih mest jih bo zgolj 250. Na mesto 600? Na 600, 600 tih 250. Bojo pa ta bolj kvalitetna, Dražja. Dobro, to je bil zdaj odmev tedna. Aljuš Pertinač, najlepša hvala za vaše komentarje. Prosim. In vsem, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.